Berilo iz knjige Razodetja. Jaz, Janez, sem videl v desnici sedečega na prestolu knjigo, popisano znotraj in zunaj, zapečateno 7 pečati. In videl sem silnega angela, ki je klical z močnim glasom: Kdo je vreden, da bi odprl knjigo in odtrgal njene pečate? In nihče ne v nebesih, ne na zemlji, ne pod zemljo ni mogel knjige odpreti in gledati vanjo. In silno sem jokal, ker ni bilo najti nikogar, ki bi bil vreden odpreti knjigo in gledati vanjo. Eden izmed starešin pa mi pravi: Ne jokaj, glej, zmagal je lev iz Judovega rodu, korenina Davidova, da odpre knjigo in njenih 7 pečatov. In videl sem sredi prestola in 4 živih bitij in sredi starešin jagnje, ki je stalo kakor žrtvovano, s 7 rogovi in 7 očmi, ki so 7 Božji duhovi poslani po vsej zemlji. In je prišlo in vzelo knjigo iz desnice sedečega na prestolu. In ko je knjigo vzelo, je padlo pred jagnje 4 bitij in 24 starešin. Vsak je imel harfo in zlate čaše polne dišav, ki so molitve svetih. In peli so novo pesem, govoreč: Vreden si, da vzameš knjigo in odpreš njene pečate, zakaj bil si žrtvovan in si nas svojo krvjo Bogu odkupil iz vsakega rodu in jezika in naroda in ljudstva in napravil si nas našemu Bogu za kraljestvo in duhovnike in bomo kraljevali na zemlji. Božja beseda. Naredil si nas za Božje kraljestvo in duhovnike. Naredil si nas za Božje kraljestvo in duhovnike. Pojte Gospodu novo pesem, njegova hvala naj se razlega v zboru svetih. Izrael naj se veseli svojega stvarnika, sionski sinovi svojega kralja. Naredil si nas za Božje kraljestvo in duhovnike. Hvalijo naj njegovo ime z rajalnim plesom, z bobnom in citrami naj mu igrajo. Gospod ljubi svoje ljudstvo, ponižne venča zmago. Naredil si nas za Božje kraljestvo in duhovnike. Sveti naj se radujejo v njegovi slavi, naj se veselijo v svojih domovih. Božji hvalospevi naj bodo v njihovih grlih, to je v slavo vsem njegovim svetim. Naredil si nas za Božje kraljestvo in duhovnike. Aleluja! Jeruzalem, hvali Gospoda, ki pošilja svoje ukaze na zemljo. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Ko se je Jezus približal Jeruzalemu in je zagledal mesto, se je zjokal nad njim in rekel: O, da bi bilo spoznalo tudi ti na ta svoj dan, kaj ti je v mir. Tako pa je skrito pred tvojimi očmi, zakaj prišli bodo dnevi nad te, ko te bodo tvoji sovražniki obdali z nasipom in te oblegali in stiskali od vseh strani. In v tla bodo poteptali tebe in tvoje otroke v tebi in ne bodo pustili v tebi kamna na kamnu, ker nisi spoznalo časa svojega obiskanja. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Gospod.
Tudi danes nam Božja beseda spregovori z govorico razodetja, se pravi simboli, zapečatena knjiga, v katero nihče ne more gledati. Ta knjiga v razodetju predstavlja Božji stvarjenski in odrešenski načrt, ki ga ne moremo razumeti, brez da bi uporabili ključ. Ta ključ pa je, kot pravi pisec razodetja, jagnje kakor žrtvovano. Jezus je tisto jagnje, je tisti ključ, zato tu jagnje predstavlja Kristusa, ki je žrtvovan. Jagnje, ki stoji kakor žrtvovano, pomeni Kristusa trpečega in od mrtvih vstalega. Vsa človeška zgodovina, vse odrešenje lahko razumemo samo, če imamo pravi ključ. In ta ključ je Kristus in njegov križ in vstajenje. Ta nas je svojo krvjo Bogu odkupil, kot pravi pisec v današnjem berilu. Vsi ljudje smo po njem odrešeni greha, smo odrešeni pogubljenja in kot taki smo zmožni živeti v tem osebnem odnosu z Bogom. K temu odnosu nas namreč vabi Božja beseda, da bi po zasluženju Kristusa, ki nas je odrešil, ki je ta ključ za branje knjige odrešenja, da bi po njegovem zgledu, z njegovo pomočjo, ker nam je on to omogočil, mi zares živeli svoj odnos z Bogom. Zmožni smo ga, ker pa nam je puščena svoboda, pa se lahko obrnemo tudi proč od njega. Takrat Bog za nami žaluje, kot smo slišali v današnjem evangelskem odlomku. Jezus se je razžalostil nad Jeruzalemom, ker ni spoznalo časa svojega obiskanja. O, da bi tudi ti spoznalo čas svojega obiskanja, pravi Jezus na koncu evangelija. Zato je lahko Božja beseda danes za nas vzpodbuda, opomin, da bi se zavedali po eni strani našega odrešenja, da bi živeli hvaležnost za dar, ki nam je dan, in da bi prosili Boga za odprte oči, da ne bi spregledali daru, ki nam je dan, da bi prosili za pravo spoznanje, za vsakodnevno odločitev za dobro, zato da bi res sledili Kristusu, da bi sledili njegovemu zgledu, da bi sprejeli Božji dar, ki nam je dan z vso svobodo in nanj odgovorili z ljubeznijo.